Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Danes bi govoril o veri. Kako dobiti vero, kako dobiti zaupanje v življenje. Kaj dejansko pomeni imeti vero? Seveda pač vsi poznamo religiozni pomen vero, bodite verni, imejte vero, ampak vera nima nobene veze z religijo. Vera nima nobene veze z duhovnostjo. Vera dejansko pomeni, da ti zaupaš v življenje, da ti verjameš, da obstaja neka sila, da obstaja neka ureditev, da ti veš, da se bodo stvari rešile, da ti veš, da bo se vse razpletlo, da boš dobil rezultat, da boš vedno našel pot, da vedno obstaja rešitev. In kako dobiti to vero? Ker glejte, ljudje izgubijo službo in potem hočejo novo službo, ljudje izgubijo partnerja, hočejo novega partnerja, strah jih je, joj, kako bom pa jaz sedaj to, kako pa samo da dobim to službo nazaj, da dobim partner, da ne bom to, da se ne bo to zgodilo. Ampak v bistvu vse skupaj, kar se dogaja, je, da ljudje nimajo vere. Nimajo vere v pozitiven rezultat v življenju. In kako dobimo to vero? Seveda, idealno bi bilo, da bi to vero dobili od svojih staršev, da bi nam starši za svojim vzgledom, svojimi dejanji, z vsem, kar dejansko počnejo, vsak dan govori, poglej Miran, vse bo v redu, vedno boš našel pot, Miran, vedno boš našel rezultat, vedno moraš zaupati, da se bo vse rešilo. Seveda bi bilo to idealno, ampak moji starši, nažalost, so bili super starši, dali so mi ogromno dobrega, ampak dejansko tega mi niso dali. In kako je potem možno, da dobiš vero? Vero dobiš v težki situaciji, ko si popolnoma na psu, ko dejansko ne veš, kako se bo rešilo, ne veš, ne vidiš, vse je črno in potem ti naredi nek klik. Seveda je v takem trenutku najbolje in super, če imaš mentore. Jaz sem imel srečo, da sem imel par mentorjev v takih trenutkih. Ker gledajte, v bistvu ista zgodba je kot z malim otrokom. Ko imate malega otroka, ki ne zna hoditi, boji se, vse se trese, strah ga je in potem mu rečete, dej, vse bo v redu, jaz sem tukaj za tebe, zagotovo zmoreš, zagotovo bo vse v redu. In potem si otrok sposodi vero in zaupa in shodi isto s kolesom, isto z ostale stvari. In če bi naši starši ali pa naš mentor, ko smo v neki situaciji, ko moramo najti neko rešitev, ko moramo najti neke, v bistvu ponavadi pri nas odraslih se vera kaže na financah. Zakaj? Večina naše vere se kaže na financah, zato ker je to eden redkih testov, ki dejansko v življenju nas pretresa. Druga stvar je potem spet partnerstvo. Hočemo nekaj narediti, hočemo dejansko investirati vase, hočemo nov avto, hočemo to in potem se zatakne, joj, ni denarja, ne morem tega. Seveda potem sta dve možnosti. Ena je, da se sprijaznimo, da rečemo, joj, veš, nikoli nisem jaz sem taka oseba, razumeš, nikoli ne riskiram, moram iti to vse tako, da bo vse za ziher in tako naprej. Ali pa dejansko rečeš, zagotovo najdem pot, zagotovo najdem rešitev in potem se ti stvari odpre. V mojem življenju sem bil res v težkih situacijah, na področju partnerstva, na področju financ in dejansko sem zgradil vero, videl sem, da vesolje, videl sem, da so stvari urejene, da vedno, ko pričakujem, ko sem prepričan, stvari pridejo. In te stvari so se mi dogajale na področju z bankami, na področju sodišč, osebnih odnosov, finance, ni da ni. In ko več kot imaš takih izkušenj, ampak tako kot sem rekel, včasih, ko se ti vse bliska, ko je vse težko sam najdeš vero. Ampak isti primer je, poglejte, na fitnessu, ko te bolijo noge, ko ti je vse težko, ko te vse peče in potem imaš nekoga zraven sebe, osebnega trenerja in reče, dej, še 10 počepov, še 10 sklec, vem, da zmoreš, vem, da lahko narediš in potem dobiš vero. Isto je na področju financ, isto na področju vsega, na partnerstvu. In to pomeni, vero dobiš skozi težke preizkušnje, vero ne dobiš na kavču z čipsom v roki in spremljanjem televizije. Vero dobiš skozi težke preizkušnje in več kot težkih preizkušenj greš skozi,
večjo vero imaš. Seveda, potem sta pa tukaj dve možnosti. Ne. Ena možnost je pač, da vero dobiva skozi težke preizkušnje, ker te pač življenje postavi skozi težke preizkušnje, ne, in nimaš druge poti, in ko je edina pot, da najdeš. Plejte, recimo lansko leto, ko smo vsi spremljali to zgodbo o Krisu, kjer je cela Slovenija zbrala, ne vem koliko, 2 milijona evrov ali koliko je že bilo. Ne. Kakšno vero sta te dva starša imela? Nista se ustavila. Ne. A razumete? Ne? Mi pa dejansko, ne vem, pri 200 evrih, joj, ne, nekdo pride na trening, investira 200 evrov, 300 evrov v svoj razvoj in potem pride naslednji mesec, joj, ne bo šlo, joj, nekaj se je vmes. Ampak razumete, na kakšen način boste dobili vero? Na kakšen način boste to vero dali svojim otrokom? Samo na ta način, da greste sami skozi to. Ne. Ena opcija je seveda, pač nekateri smo to vero dobili preko težkih situacij, ko dejansko ni bilo druge poti, ko je bila edina pot, da greš naprej. Ne. In druga opcija je, da vero dobiš, da se odločiš. Ajde, grem. Hočem speljati ta projekt, hočem dobiti še toliko strank, hočem povečati svoje prihodke. Zanima me, hočem, inspirira me. Dejansko vero gradiš in gradiš svoje samozavest, samozaupanje preko tega, da te zanima, kako stvar funkcionira, kako ta zadeva deluje. In potem vera postane vedenje. Dejansko vera v življenju je tista, ki ti daje mir v življenju. Nič drugega. Ne glede na to, plejte, koliko ljudi ima ogromno denarja na računu, ki ima ne vem kakšne stvari, pa jih je strah. Zakaj? Zato, ker nimajo vere, ker ne poznajo principa, ker nimajo zaupanja, ker nimajo izkušenj, da se vedno vse reši, da vedno obstaja pot, vedno obstaja rešitev. In verjamem, da obstaja pot in rešitev tudi zate. Želim ti čudovit dan in se kmalu zopet slišimo.